Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Gornja Radgona, mesto sejmov in penin, je nekaj, kar mi postavljamo na zelo visok piedestal. Torej, to je nekaj, na kar smo ponosni, ker s tem nakazujemo na svojo odličnost. Na eni strani smo v naših krajih zelo, že kar stoletje in skoraj 2, znani po proizvodnji vrhunskih penečih vin, in to znanje se širi po celotni Sloveniji, tako da so tako ali drugače vsi peninarji otroci radgonskega konca. Po tej plati na drugi strani smo pa v zgodovini gledano, zato ker smo tu nekje na robu, kjer se stika več narodov, zmeraj morali trgovati, v zgodovini torej na veliko prodajali in trgovali, preprodajali, torej sejmarili, tako in drugače smo to nadgradili tudi v Pomurskem sejmu, kljub temu, da to ne je edino sejmarjenje v Gornji Radgoni. Na tak način smo potem oblikovali ta skupni logo mesto sejmov in penin, pod katerim seveda želimo najti tudi vse ostale, ki so tako ali drugače v tem prostoru dejavni. Ampak vendarle, nakazujemo na svojo odličnost. Če pa se pogovarjava o tem, da je Gornja Radgona tudi obmejno mesto in da želi imeti odlično sodelovanje s svojimi sosedi. Nenazadnje tudi tisto, o čemer sem prej govoril, nakazuje na to, da brez sosedov vsega tega niti početi ne bi mogli, tako kot smo v zgodovini, se smo vendarle mešetarili vse skozi, tudi preko reke Mure. Tako da ja, želimo si dobrega sodelovanja, kar nekaj skupnih projektov teče, nekaj jih bo pa tudi še v prihodnosti. Gornja Radgona želi biti turistično mesto, želi biti nekako nosilec razvoja tudi na tem področju, ampak po drugi strani si pa želimo, da naši občani in občanke takrat, ko imajo kaj časa, lahko ta čas kvalitetno preživijo. In temu je namenjen tudi naš, res po moji oceni, športno-rekreacijski center na Tratah, ki je pognal korenine nekoč na nekem festivalu bratstva in enotnosti v rajnki Jugoslavije, ampak vendarle, pognal jih je takrat in danes je to res vrhunski športni objekt, ki je večnamenski, torej tu se najdejo skoraj da vsi poletni športi, kar jih tukaj v severovzhodni Sloveniji kdo tako ali drugače se ve iti. In v bistvu ne vem, če na tem koncu Slovenije kaj podobnega sploh katera od lokalnih skupnosti ima, saj v taki obliki ne. Potem smo tu seveda uspeli, hvala Bogu, zgraditi dokaj velik večnamenski športni objekt. Tam je tudi spet nova pridobitev. Nekaj dni nazaj, ko smo jo odprli, to je dvorana, kjer lahko naši mladi na eni strani potelovadijo in tako ali drugače sprostijo telo in duha, na drugi strani pa se lahko učijo tudi borilnih veščin. In nenazadnje smo ponosni, v Radgonski občini imamo svetovnega prvaka v kickboksu in ta fant je pripravljen tudi to svoje znanje deliti in to je mene neizmerno veseli, da je tako. Je pa res, da je mogoče tudi ta športni park uporabiti drugače, malce po svoji meri, ker je teh objektov kar nekaj in se lahko tudi prilagodi. Nenazadnje je v neposredni bližini športnih objektov tudi lep park. Tukaj je potem ob Muri pa sploh v neposredni bližini kar nekaj teh sprehajalnih poti, tudi kakšna kolesarska pot preko Radgone teče, tako da je ta prostor, kot sem že na začetku povedal, res večnamenski. Na eni strani si želimo v tem objektu množičnosti, torej veliko ljudi, mladih. Za naše občanke in občane je praviloma uporaba teh objektov brezplačna. Po drugi strani si pa želimo tudi vrhunskega športa in nekega tudi je. K nam prihajajo pa na drugi strani tudi tuje reprezentance, ki vidijo, da je tukaj na eni strani mir, na drugi strani pa vrhunski športni objekt. Nenazadnje je pa to spet neka ponudba, kjer skupaj obe mesti ponujamo nek turistični produkt.
turistični produkt aktivnega športnega udejstvovanja in nenazadnje se to tudi trži in to je dobro. Občina Gornja Radgona je te dni pristopila k podpisu protokola o tem, da je avtodomarjem prijazno mesto. Trenutno sicer smo samo podpisali pristopno izjavo, kar pomeni, da bo nekako občina Gornja Radgona oziroma ena lokacija, verjetno v bližini športnega centra Trate, tako ali drugače promovirana kot prostor, kjer avtodomarji trenutno lahko parkirajo brez seveda potrebne infrastrukture, ampak da so zaželjeni. Na drugi strani si pa na dolgi rok želimo vzpostaviti pravo postajališče za avtodomarje, so potrebno infrastrukturo in to tudi potem primerno oglasiti. Pa sploh si želimo v prihodnosti, jaz ne rečem, da bomo na občini tisti, ki po kapitalski plati ženemo turizem naprej, ampak svojo večnamensko ali pa večplastno dejavnostjo tudi na področju turizma želimo vzpostaviti pogoje. Na eni strani, da prijavljamo projekte, ki so tako ali drugače povezani s turistično infrastrukturo, kot je morda ureditev brežine reke Mure severno od mesta Gornja Radgona, kot je nadaljevanje kolesarskih in sprehajalnih poti in še česa, da bi po drugi strani potem spet pritegnili kapital, ki investira v turizem, kajti občina v bistvu ni tisti, ki bi pa vendarle recimo gradila v Gornji Radgoni hotel. In to je nekaj, kar je po moji oceni naša naloga, ne pa sama gradnja te neposredne turistične infrastrukture, ki se trži, ampak tisto, kar je ob tem in s tem. Vtic Gornja Radgona se nahaja ob reki Muri oziroma ob mejnem prostoru z Bad Radkersburgom. V Vticu Gornja Radgona zbiramo podatke, dajemo podatke vsem gostom, ki pridejo v naš Vtic, informiramo prebivalstvo oziroma prebivalce in turiste, ki pridejo v Vtic. V Vticu Gornja Radgona imamo predvsem tujo oziroma nemško govoreče goste, katerim podajamo informacije o lokalnih prireditvah, o turistični ponudbi, gostinskih lokalih oziroma destinacijah in tako naprej. Apolonijina pot je destinacijska pot, pravzaprav, ki povezuje oziroma zbira vse destinacije, turistične destinacije v občini Gornja Radgona. Je narejena na podlagi oziroma kot puzzle, sestavljanka, katera si turisti lahko izberejo glede na povpraševanje oziroma na potrebe, katere želijo pravzaprav si ogledati. Apolonijina pot poteka po celotni občini Gornja Radgona. Prične se pravzaprav tukaj v Vticu, pred Vticem Gornja Radgona, kjer je tudi kip Apolonije. Potem zajema Radonski grad, Radonske gorice, Alejo velikih, muzej Špital, Denkov domačijo in vse do gradu Negova, zeliščnega parka, ki je pravzaprav zaključek Apolonijine poti. V turistični pisarni Gornja Radgona ponujamo različne produkte, to pomeni lokalnih ponudnikov, katere tudi promoviramo in jih našim turistom oziroma gostom, ki stopijo v Vtic, tudi ponujamo. Vsak petek v Gornji Radgoni organiziramo kmečko tržnico, ki smo jo pričeli pravzaprav z organizacijo nekje leta 2008-2009. Ta tržnica se je v teh letih razvila kar precej. Začeli smo pravzaprav z 3 stojnicami, sedaj jih imamo 17. Ponujamo lokalne pridelovalce hrane, domače hrane. Tržnica se je zelo razvila, moram reči, da imamo obiskovalce iz sosednje Avstrije in okoliške, ki z namenom pridejo na to tržnico in si vsak petek kupijo domač kruh, domače klobase ali pa tudi solato, ki je pridelana doma. Povezujemo se z vsemi lokalnimi ponudniki, ki želijo sodelovati z nami. To pomeni, da smo v tem delu pravzaprav razvili tudi lokalno gostinsko turistično karto, ki povezuje, pravzaprav je zemljevid oziroma karta vseh destinacij občine Gornja Radgona, ki povezuje tako turistične destinacije kot tudi gostince oziroma kmečke turizme, kjer lahko se oddahnejo in tudi kaj dobrega domačega pojedo. V Gornji Radgoni organiziramo tradicionalne prireditve. To pomeni v mesecu aprilu tradicionalno kresovanje z baklado, ki je, mislim, edinstveno v tem severovzhodnem delu Slovenije. Potem v mesecu avgustu organiziramo Radonsko noč.
v mesecu novembru tradicionalno martinovanje in v mesecu decembru pravljično mesto. To organiziramo v sklopu občine Gornja Radgona in v sklopu z ostalimi lokalnimi soorganizatorji. Zelo dobro sodelujemo tudi z sosednjimi občinami, to pomeni, da skozi Gornji Radgon v maju poteka tudi tradicionalni maraton, ki v sklopu tega sodelujemo, da pripravimo različne stojnice ob progi in s tem promoviramo tudi lokalne pridelovalce različnih lokalnih specialitet. V muzeju Špitalci gostje lahko ogledajo likovno razstavo, zbirko, ki je v prvem nadstropju oziroma spodaj v poročni dvorani. Potem v prvem nadstropju si lahko ogledajo stalno muzejsko zbirko Radgonski mostovi in pa zgoraj na podstrešju depoju, kjer imamo občasne razstave zbiralci. Oglede muzejev povezujemo tudi z ogledi starega mestnega jedra in aleje velikih. Muzejske prostore ponujamo tudi za izobraževalne dejavnosti, pogostitve, razne seminarje in pa poslovna srečanja. Smo študentsko-mladinski klub Klinka, ki svojim članom ponujamo čim bolj raznolike dejavnosti. Predvsem mladim želimo ponuditi oziroma pokazati, da so lahko aktivni in da lahko pripomorejo k spremembam. V občini skrbimo za kulturne, izobraževalne, medgeneracijske, humanitarne ter športne prireditve. Naša misija je predvsem poudariti pomen prostovoljnega dela, aktivnega preživljanja prostega časa z nečim koristnim, pomembnim ter predvsem zabavnim. Letno izvedemo okrog 30 manjših ali večjih projektov. Izpostavila bi tradicionalno pustovanje Fašenk, izobraževalne delavnice Eduko, kuharska delavnica Kuhava skupaj, predbožični izleti, humanitarni koncerti ter največji dogodek Športaj s Klinko. Osrednji dogodek Športaj s Klinko se dogaja tukaj za nami, na celotnem stadionu. Bistvo tega dogodka je mlade spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in predstaviti raznolike športne aktivnosti. Skozi leta se je dogodek dodobra razvijal in postal največja tradicionalna ekstremna športna prireditev v Pomurju. V naše dogodke se vključujejo tudi lokalni ponudniki. Naš slogan največje prireditve Športaj s Klinko pa je Bodi kul, športaj ful. Radgonske gorice imamo tradicijo od leta 1852. Takrat je namreč Radgončan Klenovšek prodal prvi 12 000 steklenic štajerske penine Klenovškove in to je zapisano tudi v Blajvajsovih novicah. Tako da ta časopis, ta članek predstavlja nekje uraden dokument, da se je to pred 165 leti res zgodilo. Najprej se v bistvu začne vse skupaj z vinarstvom. Ampak potem je naš Radgončan Klenovšek šel na izobraževanje v Francijo, v Šampanjo leta 1850, potem prišel nazaj v Slovenijo in začel z proizvodnjo penečega vina. 1852 torej dal na police prvi 12 000 steklenic penin. Potem Klenovšek je bil odličen vinogradnik, še boljši kletar, ampak velik ljubitelj iger na srečo. Zato je pač nekega dne pri kartanju zastavil svoje celotno premoženje, izgubil tisto igro in zato je bil tudi prisiljen to premoženje prodati. Takrat pa potem to od njega kupi družina Bouvier. To so bili švicarski Francozi, bili so bankirji, ki so potem leta 1882 ustanovili šampanjsko tvrtko Gornja Radgona in so seveda nadaljevali z proizvodnjami penečih vin naprej. Najbolj prepoznavni smo ravno po proizvodnji klasične metode.
od leta 1977 naprej, torej zlate radgonske penine. Pred tem letom so se uporabljali namreč drugi izrazi, francoski izrazi, kot so Duc de Slovenie, Cuvée Réservé, Excellent Bouvier. Leta 1977 pa se je potem poiskalo novo ime za peneča se vina v Sloveniji in ravno iz te kleti smo potem bili pobudniki, da se je izbral izraz penina, torej leta 1977, tako da letos praznujemo 40 let imena penina. Klasična metoda je seveda dobila ime zlata radgonska penina, šarma metoda pa srebrna radgonska penina. To sta tudi dve prepoznavni znamki iz te kleti. Zraven tega imamo seveda tudi tiha mirna vina, seveda Janževec, od sonca razvajeni, ki je lansko leto praznoval tudi 40 let. Potem Tramine črna etiketa. Črna etiketa je že približno 70 let na tem tramincu enaka, zato je tudi poznan kot tisti z črno etiketo. Imamo tudi avtohtono sorto radgonsko ranino, na kateri smo zelo ponosni. Zraven tega pa potem še druga mirna vina, kot so Sauvignon, sivi pinot, od rdečih imamo modri pinot, Zweigelt in pa modro frankinjo. Mineva 5 let, odkar smo odprli Dom penine. To je bilo ob 160-letnici proizvodnje zlate radgonske penine in je prav, da najstarejša penina dobi tudi svoj dom. Dom penin je nekako sestavljen iz dveh delov, in sicer spodnji del gre za prodajni del Doma penine, ki ima lasten degustacijski kotiček. Torej, vsi gostje, ki obiščejo Dom penine, lahko tukaj tudi vsa naša vina in penine poskušajo, degustirajo. Imamo enomat, tako da lahko tudi sami raziskujejo naša vina. Zraven tega nudimo tudi individualne degustacije penečih vin. Nudimo pa tudi individualne oglede kleti za vse individualne goste, ki nas obiščejo. Dom penine je zelo priljubljena lokacija tudi za praznovanje rojstnih dni. Slavljencem seveda nudimo na tisti dan tudi 20% popust. Naš slogan je namreč z vami v najpomembnejših trenutkih življenja. V turistični ponudbi ponujamo strokovne oglede kleti in vodene degustacije. Gostje si pogledajo 3 naše kleti. Prva je klet pod skalo, v kateri zori naš največji ponos, torej zlata radgonska penina, ki je pridelana po klasični tehnologiji. In pa seveda tudi 2 najlepši kleti, to sta klet pod rimskim kolesom in klet pod slapom. Klet pod rimskim kolesom, v bistvu to rimsko kolo je v to klet zgrajeno kot neke vrste zahvala Rimljanom. Oni so namreč bili tisti, ki so v naše kraje prinesli vinsko trto, od katere še mi danes živimo. V končni fazi tudi vino je edino živilo, ki ima svojega boga. Seveda tako v grški, kot tudi v rimski mitologiji. In ker so Rimljani prinesli k nam vinsko trto, smo mi nekako bolj čustveno vezani na Bakusa. No in znano je, da so stari Rimljani včasih isto radi spili, tako mi danes, ampak oni so to takrat častili. Če se je kdo takrat napil, je namreč pomenilo, da se je srečal z vinskim bogom Bakusom. Torej, sama zgodovina je zelo, zelo zanimiva in prav iz zgodovine prihajajo najlepše zgodbe o penečem vinu, o šampanjcu. In za moje pojme najpomembnejša izjava iz zgodovine o šampanjcu je izjava Napoleona Bonaparte. On je namreč nekoč rekel takole: tisti, ki zmaguje, si ga zasluži. Tisti, ki pa je poražen, pa ga je potreben. Sedaj se nahajamo v kleti pod slapom, ki je seveda naraven izvir vode. Približno 4 litre v 1 minuti priteče tukaj dobre pitne radgonske vode. Je pa res, da ta voda nima nobenih mineralnih vrednosti, tako da vsem gostom tukaj priporočamo, da za zdravje je treba piti naše penine. Ta klet
torej klet pod slapom, nam služi tudi kot neke vrste poročna dvorana. Tukaj imamo približno 15 porok na leto, ki pa so seveda 100%. Vsi rečejo tukaj ja. Zgornji prostori Doma Penine so namenjeni predvsem zaključenim skupinam. Tukaj se namreč odvijajo vodene degustacije, se pa lahko ti prostori koristijo tudi v razne druge namene, za kakšne sestanke, potem novinarske konference ali pa kakšno druga izobraževanja. Poslovna srečanja, v bistvu nekako združeno prijetno s koristnim, najprej kakšen strokoven sestanek, potem pa združimo še ogled kleti, pa vodeno degustacijo, možnost pa je potem tudi seveda cateringa. Veliko podjetij se odloča tudi za razne popestritve svojih zaključkov ali pa potem tudi kakšnih sindikalnih izletov. Se pravi, da nas vključijo v svoj zaključek, najprej tukaj, potem pa se odpravijo proslavljati čez noč drugam. Poleg tega organiziramo v Domu Penine tudi razne kulturne dogodke, glasbene večere, stand-upe, razna predavanja, potopisna na primer. Pripravljamo prireditve, kot so Dan sonca. Ob svetovnem dnevu sonca seveda praznuje tudi naš Janževec. Potem največja prireditev pri nas je Dan odprtih kleti z osrednjim dogodkom dviga penin iz reke Mure. Seveda pa celi dan dogodek spremlja zabavno-kulturni program. Potem vsako leto praznujemo tudi rojstni dan Doma Penine. Sodelujemo pri martinovanju z Kult Pro Tourom v Gornji Radgoni in pa seveda prednovoletni žur. Največja ljubiteljica šampanjca vseh časov je bila Madame Pompadour in ona je rekla takole: šampanjec je edino vino, katerega dama lahko pije v neomejenih količinah in je zmeraj lepa. Seveda v tem modernem času je ugotovljeno, da če moški dovolj spije, je za njega potem tudi žena vedno lepša, zato je pomembno, da pijemo vsi skupaj, da smo vsi lepi. Vabimo pa vse gledalce, da nas obiščejo in to izkušnjo doživijo skupaj z nami. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Turistična kmetija Roškar v bistvu obstaja že dobrih 45 let. Začeli smo leta 1971, oziroma začela sta dedek pa babica mojega moža. Potem sta nadaljevala tast in tahča. Pred 10 leti pa smo midva z možem cel objekt prenovila in smo začela delati čisto na novo. Na turistični kmetiji delamo vsi. V bistvu pomagata starša mojega moža, mama in ata. Mama pomaga seveda peči gibanice v kuhinji,
Mož dela doma na kmetiji, jaz delam, svakinja pomaga, tako da v bistvu delamo čist skoraj v lastni režiji, pomagajo že otroci. Skratka, se trudimo. Turistična kmetija Roškar je predvsem znana po jagodah. To je bil prvi sadež, ki je bil na tej kmetiji. Gostje ga zelo dobro poznajo in obožujejo. Čim več stvari skušamo pridelati sami. Predvsem sicer smo vinogradniška kmetija, imamo okrog 5 hektarjev lastnih vinogradov. Potem imamo tudi prašiče za lastno porabo na turizmu. Vso zelenjavo pridelamo sami in tudi vso vloženo zelenjavo za ozimnico. Poleg tega, da sami pridelujemo tudi mesne izdelke in zelenjavo, pečemo tudi kruh, in to predvsem rženega. Sedaj smo začeli tudi nekaj z ajdovim, ker imamo tudi domačo ajdo. Delamo tudi ogromno drugih sladic, predvsem znani smo po naši Roškarjevi gibanici. Potem pečemo kvasenice, ajdove pogače, ocvirkove pogače, ki jih tudi prodajamo na tržnici. Naši gostje lahko ob lepem vremenu uživajo na naši terasi in na naših lepih hiškah, ki jih imamo kar nekaj okrog. Potem lahko se sprostijo in sprehodijo do našega ribnika, kjer lahko tudi malo ribarijo. Imamo tudi nogometno igrišče, kjer zelo radi sproščajo svojo energijo in zaigrajo kakšen nogomet. Otroci pa uživajo pri krmljenju jelenov in pri igranju na naših igralih. Odprto imamo v bistvu od petka do nedelje, drugače pa za najavljene skupine naredimo tudi med tednom. Ob nedeljah imamo tudi nedeljska kosila, pripravljamo v bistvu naše domače stvari, vendar je zaželjena predhodna najava. Večina suhomesnatih izdelkov pridelamo na naši kmetiji. To so predvsem tünka, domače jelenove salame, klobase iz tünke, sušena vratovina. Tudi vso zelenjavo za narezke pripravljamo doma. Tako da kot hladne predvsem ponujamo kot narezke ali pa kakšne obložene kruhe. Zadnje čase pripravljam tudi ovale iz kruhovega testa. Ti kruhovi ovali so posebni predvsem zato, ker so različnih oblik. V obliki srčka, v obliki lista in potem si gostje kar sami lahko trgajo ta kruh zraven z našo tünko ali klobaso in ga kot še mlačnega pojejo. Od toplih jedi pripravljamo celoten sklop, od juh, goveje, gobove, predvsem znani smo po naši dobri gobovi juhi, ki jo po predhodni najavi postrežem tudi v kruhovi skorjici, ki jo spečem doma. Potem se dajo dobiti mesne jedi, kot je to ocvrt piščanec, pečen piščanec, domača svinjska pečenka. Potem pripravljamo tudi jedi na žlico. Predvsem pri nas je zelo dober jeleni golaž, postrežen z koruzno polento. Priloge, kot je pražen krompir. Zelo dosti kuhamo ajdove kaše, ki imamo tudi svojo domačo. Želimo si čim več stvari pripravljati po starih receptih, kot so kuhale naše babice, da pojemo čim več zdrave hrane, čim več lokalne, domače pridelane. Posebnost pa so naši jeleni medaljoni, ki jih postrežemo z kruhovimi cmoki ali domačimi skutnimi štruklji. V času zorenja jagod pripravljamo čisto svež domači jagodni sladoled. Ko pa se sezona konča, pa si skuhamo kar precej jagodne marmelade in lahko dobite naše ajdove palačinke z domačo jagodno marmelado. Pri nas ponujamo svoja domača vina. Najbolj pogosto tržimo vino za špricer ali zvrst, ki je sestavljena iz laškega rizlinga, šimpona, rumenega muškata, sauvignona. Imamo tudi nekaj sortnih vin, kot so rumeni muškat
in kakšno polsladki sauvignon. Od domačih sokov pa predvsem pripravljamo domač grozdni sok in zeliščni. Moram priznati, da sem zelo vesela narave in da svojim gostom zmeraj kakšno 1, 2 ali pa 3 tudi zapojem. Koliko kapljic, toliko let, Bog nam daje na svet živeti. Živijo, aj živijo, aj živijo na svet. Dolgoročno si v bistvu želimo še narediti nekaj nastanitvenih kapacitet zraven, da bi uredili ene take posebne hiške za naše goste, da bi se malo drugače lahko sprostili. V tem trenutku pa si cela naša družina želi čim več pozitivnih, veselih gostov iz cele Slovenije, da nas obiščejo v tej neokrnjeni naravi in poskusijo našo domačo kulinariko.